Dober dan. Nič ne dela? A dela? Ne. A dela? Ne. Bo. Zdaj pa te čez, ko tole urejamo, prosim, tule so še stoli, usedite se spredaj, ne stojite zadaj. Dober dan, oziroma dober večer vsem skupaj. Lepo pozdravljeni. Nocojšnji večer imamo imenitne goste. Tema je težka, taka, ki se zajeda v naše življenje in nam tudi pravzaprav življenjsko grozi. Večer smo pripravili Društvo svetega Jakoba, Društvo Demos na Kamniškem in revija Demokracija. Govorili bomo, saj veste, o kulturnem marksizmu. Zakaj smo se odločili za to, da tudi v Kamniku to predstavimo? Morda tudi zaradi tega, ker se spominjam, da je enkrat na TV24 gospod Janša rekel, da moramo te stvari spoznati, da moramo vedeti, kaj to je. Če ne veš, kaj je, potem tudi ne veš, kako ravnati, kako se vesti. Skratka, prosim, da resnično vzamete ta nocojšnji večer kot neko svarilo za naše življenje in seveda, da upoštevate, da pravzaprav slišite, da se ne sliši. Skratka, to je nekako... A zdaj ne dela? Nekaj še nagaja, ampak bo nehalo. Zdaj pa tudi ne. Boljše je. Skratka, zdaj čisto na kratko, da ne bom preveč govorila, ker tole ne mara ženskega govora. Mi imamo tule imenitne moške goste in sicer o tej temi kulturni marksizem bo govoril dr. Andrej Fink. On je argentinski Slovenec, 6 let je tule v Sloveniji, je pravnik. Potem je tu gospod Janša, ki ga ne bomo posebej predstavljali, saj ga vsi dobro poznate. In potem je tretji naš gost, je pa gospod dr. Metod Brlec. Gospod Brlec bo ta pogovor vodil. Najprej bo pogovor o tem, kaj to je kulturni marksizem, potem pa boste tudi vi lahko kaj vprašali, kaj predlagali. Skratka, vsem želim lep večer. Gostom pa iskrena hvala, da ste prišli v Šmarco. Najlepša hvala za uvodno besedo. Dober dan, dober večer še z moje strani. Kot je že povedala gospa Humarjeva, tokratni pogovorni večer organizira Društvo Demos na Kamniškem in Društvo svetega Jakoba v sodelovanju z našo založbo Nova obzorja, ki izdaja različne knjige in tudi revijo Demokracija. Izdala pa je tudi knjigo Alejandra Penja-Skluze z naslovom Forum Sao Paulo in kulturna vojna, ki jo imamo tu na mizi in jo je možno kupiti tudi v predverju. Od tej knjigi kot izhodišču za današnji pogovorni večer bosta torej spregovorila gospod Janez Janša in dr. Andrej Fink. Seveda pa se bomo dotaknili tudi aktualnega mednarodnega in slovenskega notranjepolitičnega dogajanja. Na tem mestu lepo pozdravljam v naši sredi župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja, delegata oziroma poslanca prve demokratične izvoljene skupščine gospoda Jožeta Berleca, ki je tudi predsednik društva na Kamniškem, ter vse druge vidne predstavnike kamniškega političnega življenja. In seveda vse vas tu prisotne, ki vam je mar za dogajanje v Sloveniji, Evropi in svetu. Prav lepo pozdravljeni pa tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko naše spletne strani demokracija.si ali nas gledate na televiziji Nova 24 TV.
Če za začetek povem nekaj besed o avtorju knjige Forum Sao Paulo in kulturna vojna, ki jo imamo tu na mizi, se pravi Alejandro Penio Exclusi. Rodil se je leta 1954 v Washingtonu kot sin venezuelskega vojaškega atašeja. V domovini je diplomiral iz strojništva in financ. V mladih letih se je ukvarjal tudi športom in bil državni prvak v karateju. Ženo Indiro imata 3 hčere. Politiko je vstopil nekako leta 1984, ko je soustanovil laboristično stranko. Stranka je kljub temu, da se je imenovala Venezuelska delavska stranka, nasprotovala marksizmu, političnemu nasilju in trgovini z mamili. Čaveza pa je že od vsega začetka razglašal za Castrovo marioneto. 2-krat je kandidiral tudi za predsednika Venezuele. Komunistična oblast ga je 2-krat tudi aretirala zaradi tako imenovane podpore terorizmu, čeprav že vse življenje zavrača in obsoja terorizem. Decembra 2008 je Penio Exclusi soustanovil organizacijo UNO Amerika in postal njen predsednik. UNO Amerika je konfederacija nevladnih organizacij, ki se prizadeva za boj proti latinsko-ameriškim levim strankam, povezanih v Forum Sao Paulo. Očita jim uvajanje marksističnih ideoloških modelov, ki delijo našo družbo na frakcije na podlagi razredov in ras, spodbujajo sovraštvo, nasilje in anarhijo ter uničujejo demokracijo od znotraj. Je tudi vodja venezuelske nevladne organizacije Fuerza Solidaria. Že več desetletij pa je tudi publicistično dejaven. Gospod Janša, gospod Fink, oba lepo pozdravljena še z moje strani. Gospod Janša, prvo vprašanje bi zastavil vam, saj ste dali naši založbi Nova obzorja predlog za izdajo knjige Forum Sao Paulo in kulturna vojna. Napisali ste tudi analitično spremno besedo k tej knjigi. Nam lahko zaupate, kako ste prišli na idejo, da bi bilo dobro, če bi ta knjiga išla tudi v slovenščini, tudi, če bi prišla torej tudi med naše bralce, naše ljudi? Ja, hvala lepa in lep bo dovolj. Lep dobro večer sem skupaj. Zdaj, ko sem jaz to knjigo prebral pred leti, ne tako davno nazaj sicer, mojstri so uredili. Hvala lepa. Mislim, da bo. Torej, ko sem to knjigo prebral, se mi je zdelo, da je v tej knjigi veliko opisal stvari, ki jih tudi mi spremljamo, doživljamo, živimo, pa jih ne znamo poimenovati. Tisti, ki ste to knjigo že vzeli v roke, pa jo prebrali, ste verjetno prišli do enakega zaključka. Kdor jo pa še nimo, pa to toplo priporočam. Naslov je, rekel, nekoliko čuden, kdo med nami je še nekaj let nazaj slišal za Forum Sao Paulo, čeprav je bil ustanovljen že leta 1990, ali za kulturni marksizem še mogoče, ampak večino tega, kar je tukaj opisano, in v glavnem je to opis za dogajanje v Latinski Ameriki, se dogaja tudi drugod po državah ali pa delu planeta zahodne civilizacije. Pa tega velikokrat, to sicer opazimo, ker pač čutimo posledice tega, pa ne znamo prav poimenovati. Zdaj pa, če hočeš neko stvar spremeniti ali pa nek problem rešiti, moraš najprej razumeti, za kaj sploh gre. Če vidiš samo posamična drevesa, ne pa tudi gozda,
potem se ta drevesa zaletavaš, pa nikoli ne priješ ven z teh gozda. Zdaj, za tiste, ki knjige pač niste vzeli v roke, mogoče nekaj uvodnih stavkov, da bo kasnejše razumevanje tematike lažje. Zdaj, kaj je nek klasični marksizem, ne, to vsi vemo, ker vsaj vidim, da je tukaj večinoma generacija, ki ga je doživela. Ne. Zdaj, socialistična, komunistična Jugoslavija do leta 1990 ali pa 1991, do takrat smo bili tudi mi del, pač te države je temeljila na klasičnem marksizmu. Je pisala to v ustavi, v dokumentih edine dovoljene stranke in tako naprej. Zdaj, v glavnem se je seveda tisto stanje opisovalo z lepimi besedami, bratstvo in enotnost, enakost, neko prehodno obdobje, ko še malo trpimo, potem bo pa nastopil čas komunističnega raja, ko bo vsak dobil vse po svojih potrebah in tako naprej. Zdaj, manj pa je bilo takrat poznanjeno samo bistvo, a ne tega klasičnega marksizma. Zdaj, seveda, kdo je to študiral ali pa prebral, ta osnovna teoretična dela, ta je seveda to poznal. Ne, pa zdaj ne bom s tem utrujal, mogoče samo bistvo. Ne. Zdaj, komunističnem manifestu, ki je neka osnova, ne, klasičnega marksizma, tam nekje v uvodu piše, ne, zato, da se ustvari brezrazredna družba, ne, ker bomo vsi živeli v raju na zemlji in vsi enaki in tako naprej, je najprej treba razgraditi staro, uničiti staro. Zato, da se uniči staro družbo, je treba razgraditi njene temelje. Teh temeljev je pa 5 po komunističnem manifestu. Prvi je družina, drugi je narod, vera, zasebna lastnina in zasebno šolstvo. V komunističnem manifestu piše teh 5 stebrov meščanske, normalne, pač obstoječe družbe, je potrebno razgraditi in ko to uničimo, ne, potem bo nastopila brezrazredna družba, ker bomo vsi enaki, bomo živeli v družinah, ampak v kolhozih in tako naprej. In v nadaljevanju seveda tudi opisana pot, kako priti do tega. Ne. Pot do tega je razredni boj, ne, uničiti izkoriščevalski razred, fizično v revoluciji, tudi narode, ki niso na nivoju zgodovine. Zdaj, Karl Marx, ki se mu tudi nekateri aktualni slovenski politiki klanjajo, recimo napisal, da morajo tisti evropski narodi, ki so malo zaostali v tem revolucionarnem vremenu, izginiti v holokaustu zgodovine. Prav, ni Hitler tisti, ki si je izumil besedo holokaustu, je bil Marx. In potem tudi našteje, ne? Ker narodi so to in seveda smo tudi mi med njimi. Vsi slovanski narodi so našteti, to je pač treba zbrisati. Seveda, potem se je tako zgodilo, da je ta klasični marksizem najprej zmagal ravno v Rusiji, ne? To je v državi slovanskih narodov, pa so to malo črtali pol, ne? Se tega nikjer več ni bralo ali poučilo, čeprav to v originalu piše. In potem so seveda ti klasiki marksizma začeli malo prilagajati, ne, te ključne premise komunističnega manifesta. Najprej Lenin, ne, potem pa seveda Stalin. In to brezrazredno družbo so seveda ustvarjali z brutalno silo, ne, z tem, da je bilo na milijone ljudi pobitih, ljudem pobrano premoženje, kmetom zemlja, kolektivizacija, sej to več ali manj poznate, tudi pri nas se je to dogajalo, ne, po drugi svetovni vojni. Dokaj grobo, potem manj grobo, ker itak ni bilo več, ne, nasprotnikov. In na nek način, če vse skupaj poenostavimo, lahko rečemo, da smo Slovenci, prej smo živeli v Jugoslaviji, živeli v neki inačici klasičnega marksizma, kjer so se te institucije skušale razgraditi
na silo, na hitro. Zdaj, kako se je to končalo v nekaterih državah, vemo, recimo v Sovjetski zvezi, pa kaj je nastalo, ne, na tem pogorišču, to vidimo zdaj, ko pač spremljamo posledice ruske agresije v Ukrajini, ne, kjer tudi potem, ko je režim propadal, je bila izvedena dekomunizacija in se je stvar postavila pač nazaj na noge v nekih drugih oblikah. No, ampak že takoj po tem, ko je klasični marksizem prišel na oblast v Sovjetski zvezi, so nekateri teoretiki te ideologije iz Zahodne Evrope, najprej Antonio Gramsci, on je en doktor Fink, več ve, lahko kasneje kaj postregel, potovali v Rusijo, v Sovjetsko zvezo, gleda ta čudež, ne, ki je nastal. In ko je italijanski komunist Gramsci potoval po Rusiji, je videl, da, kot je sam napisal, je potrebna neverjetna količina nasilja, ne, da se ljudi spravi v ta nebesa na zemlji. Ne. In tudi napisal, to na Zahodu nikoli ne bo možno, ne. V Italiji se to ne bo dalo, to se bodo ljudje uprli. Treba je najprej, ne, tukaj se ne bo dalo na silo razgraditi te temelje meščanske družbe, treba jih bo najprej diskreditirati. Ne, ni Milan Kučan tisti, ki je prvi pogruntal to formulo, najprej diskreditacija, pa pol likvidacija, ne. So bili že prej, ne. Nam to zdaj ni znano iz nekih drugih časov. Skratka, on je, pa še nekateri njegovi sodobniki in tudi tisti, ki so pač nadaljevali to njegovo rekel, teoretično zapuščino v okviru tako imenovane frankfurtske šole, oni so pač razvili model, po katerem se te klasične stebre, na katerih temelji zahodna civilizacija, zahodna družba, družina, narod, vera, krščanstvo, seveda na Zahodu ali pa v zahodni civilizaciji zasebna lastnina, seveda kapitalizem, ne, in zasebno šolstvo, kjer pač šolaš otroka tam, kjer se ti zdi, da ga šolajo v skladu s tvojim razmišljanjem, da je to treba najprej spraviti na slab glas, ne, se pravi diskreditirati. In on je seveda tudi napisal, da je to možno narediti tako, da se zasede tiste institucije, ki ustvarjajo zavest. Se pravi, kulturne ustanove, medije, založbe, šolstvo, ne, tam, kjer se pač recimo vzgaja mladega človeka. Tam je treba pač vnesti vsebine, na podlagi katerih, ne, bodo ljudje začeli negativno misliti o družini, o narodu, o veri, ne, treba to diskreditirati. In kot je nekaj pol zapisal Gramsci, ne, ko bo pač škoda tiste pri diskreditiran, potem itak ne, bo revolucija se zgodila samo od sebe, ne bo potrebna neverjetna količina nasilja, tako kot v Sovjetski zvezi. In se je potem seveda začelo zasedati te institucije. Dokler je obstajala Sovjetska zveza, vzhodni blok, hladna vojna in tako naprej, je šlo to nekoliko težje, ne, ker ne, si vedno lahko rekel, aha, ne, kulturni marksisti, gledajte, ne, kaj je cilj, hoče tako živeti kot v Rusiji ali pa ne, na Češkem, na Madžarskem takrat. In ljudje seveda tega niso množično sprejemali, ne, je bil upor in na univerzah in drugod, ker se je to vsiljevalo. Velikega uspeha ni bilo. Ta knjiga opisuje, ne, kako je ta trenutek streznitve prišel v Latinsko Ameriko, ne. Potem, ko je razpadla Sovjetska zveza, ko je padel Berlinski zid, so se latinskoameriški komunisti na čelu s Fidelom Castrom, pa aktualnim, pa nekdanjim brazilskim predsednikom Lula da Silva, zbrali v Sao Paulo, ne, in so rekli, aha, tudi Latinske Ameriki ne bo šlo klasično, se pravi za revolucijo, nasiljem, treba je izbrati pot, ne,
kulturnega marksizma. Bo dlje časa trajalo, ampak ne, bo šlo. Šlo je počasi, dokler je to financirala zgolj Kuba, ne, ki je bila revna. Ko pa je v Venezueli zmagal Maduro, ne Maduro, Chavez, pa je seveda ta forum prišel do silnega bogatstva. Venezuela je bila včasih 5. najbogatejša država na svetu. Zaradi nafte in drugih bogatstv in ta silni denar je šel potem v pomoč tem marksističnim gibanjem po Latinski Ameriki. Temu se je pridružil denar iz mamilarskih kartelov, ne, ko so sklenili zavezništvo. To je dokaj, to je natančno opisano. In po nekaterih neuspehih, ne, danes ljudje iz foruma Sao Paula obvladujejo 15 latinsko-ameriških držav, ker živi več prebivalstva kot v celi Evropski uniji. Zadnja velika država, največja, ki so jo zasedli, je Brazilija. In seveda ta vpliv se širi tudi na Evropo. V knjigi je opisano, kako se je iz teh istih virov financiralo nastanek španske skrajne leve stranke Podemos. To je stranka, ki ima natančno enak program kot slovenska levica. In tisti, ki bolj spremljate politično dogajanje v Sloveniji, se naj spomnite, da so ljudje, ki so ustanovili stranko Levica ali pa njene predhodnice, delali na ambasadi Venezuele. Potovali tja preko razne seminarje in tako naprej. Se pravi, ta vpliv in to financiranje tega miljeja za napredek kulturnega marksizma pljusne tudi v Slovenijo. Ni to tukaj podrobno opisovano, Španija je, ampak mi sami vemo. Ne? No in tako kot pri nas, ko je levica del vladne koalicije, tudi v Španiji stranka Podemos del vladne koalicije skupaj s socialisti in sprejemajo podobno nore ukrepe kot pri nas. Se pravi, če zaključim z, bolj večjo konkretizacijo tega, iz tega nabora inštrumentarija, kako uničevati te temelje zahodne civilizacije, lahko v Sloveniji spremljamo zadnje leto, delno že prej, predvsem pa zadnje leto polno teh ukrepov. En prvih ukrepov te vlade je bil ukinitev urada za demografijo. Slovenija ima, mislim, da 8. najstarejše prebivalstvo na svetu. Mi smo ustanovili urad za demografijo zato, da izdelajo modele pomoči družinam, raznih spodbud za povečanje rojstev in tako naprej. En prvih ukrepov te vlade, takoj, ko so svobodnjaki skupaj z Levico in SD-jem prevzeli oblast, junija lani je bila ukinitev tega urada, denar iz tega urada so prerazporedili na urad za migracije, enako večino zaposlenih. Se pravi, za njih ni to, da se Slovenci naravno vzdržujemo z naravnim prirastkom, ampak za njih je prioriteta to, da čim več ljudi iz tujega okolja pride, ker to razgrajuje tako družino kot narod. Potem ta zakon o posvojitvah otrok v istospolne zveze, potem pač to, kar smo zavrnili dvakrat na referendumih, pa zdaj Ustavno sodišče to na nek način v času te koalicije oktroiralo. Se pravi, sprememba same definicije, kaj je zakon, tudi več med moškim in žensko, ampak je med osebo A in osebo B. Kljub temu, da imamo v slovenski ustavi starševstvo in materinstvo posebej zaščiteno, enako pravico otrok, in da je to zaščiteno tudi v listini o temeljnih človekovih pravicah Evropske unije. Ampak se gre tukaj enostavno naprej. Zdaj,
kakšne muke so bile glede financiranja nekaterih zasebnih šol, pa jih sem 2% v Sloveniji, se tudi spomnimo. In tudi zdaj je polno teh poskusov, da se kakorkoli oteži kakršnakoli konkurenca v šolstvu, razen če kdo od njih ustanovi seveda kako izobraževalno institucijo. Kratka, zadeva gre naprej. Zdaj, ko gre za zasebno lastnino, seveda pravica do zasebne lastnine je ustavna kategorija v Sloveniji, v celotni Evropski uniji. V koalicijske pogodbe si tega še ne upajo zapisati, ampak v programu Levice pa seveda piše, da je treba podjetje nacionalizirati. Nacionalizirati stanovanja, ki jih ne moreš posesati v 2 urah, so zapisali pa polno teh idej. To je vse iz tega arzenala. Zdaj izgleda, nekatere od teh idej, ki je slišite ali pa berete, se vam zdi utopični, to je nemogoče, da se bo to zgodilo. Ko je nastal forum Sao Paulo leta 1990, mislim, da je velikanska večina ljudi v Latinski Ameriki pričakovala, da zdaj, ko se je zrušila Sovjetska zveza, bo seveda padel tudi komunizem na Kubi, pa še vedno ni, ali pa v Nikaragvi, ker so tudi prišli na oblast z nasiljem. Nasprotno, zavzeli so še večino celotne Latinske Amerike. In če zdaj pogledamo situacijo predvsem po univerzah, po medijih, ne samo pri nas, ampak po celotnem zahodnem svetu, vidimo, da je ta infiltracija prišla zelo daleč. In v veliki meri tudi zaradi tega, ker se pač popolnoma dobronamerni ljudje ne zavedamo, kaj se dogaja. Tako da res toplo priporočam, ko ste to knjigo prebrali, boste razumeli marsikaj, kar se mi zdelo neznansko čudno v zadnjem obdobju, kar se je dogajalo pri nas, pa si tega nismo znali razložiti. Tako da lahko bi dali tudi kak drug naslov, zdaj gospod Pena ne bi protestiral, ampak je prav, da vemo, da to, s čimer se mi soočamo, niso naš problem, se to dogaja tudi drugod in da je to nevarno. Tako da preberite knjigo. Hvala. Gospod Fink, gospod Janša je omenil Antonija Gramscija, ki velja nekako za utemeljitelja kulturne hegemonije levice, tudi kulturnega marksizma. Nekako očitno je, da so ta njegova razmišljanja, ki so nastala v zaporu med obema svetovnima vojnama, padla na zelo plodna tla, če lahko tako rečem. Vi ste v preteklih letih napisali več člankov o njem se govorili tudi na Pučnikovem simpoziju in ne nazadnje v nedavnem intervjuju za revijo Demokracija. Čem je bistvo Gramscijevih idej, ki so podlaga za kulturni marksizem in njegove derivate v današnjem času? Ja. Hvala lepa, hvala tudi za povabilo vsem ustanovam, ki bodrujejo v tem srečanju. V bistvu, marsikaj že gospod Janša povedal, bistvo je dobiti, torej priti do oblasti, kratko, priti do oblasti, kjer se ni dalo v preteklosti priti do oblasti preko volitev, ampak v preteklosti, ponavljam, tam so skušali to doseči s krvavo revolucijo. In to so delali recimo do 45. leta, pri nas doma je, se je 45. leta to v Sloveniji zgodilo. So prišli s krvavo nasilno revolucijo in so takrat vse porezali. Mislim, da se mi ne zavedamo, ko rečem mi, oprostite, jaz bi moral sebe izključiti iz tega mi, zato ker nisem živel tukaj. Zakaj rečem to? Zato ker jaz se zavedam, ker nisem tukaj živel. Ampak zdaj, ko sem se pa pred 6 leti skoraj vrnil sem pa videl, kakšni so bili tisti Slovenci, ki so živeli zunaj in ki so šli ven leta 45, torej skratka, kakšna je bila tista Slovenija, kakšni so bili tisti Slovenci, kako so mislili,
kako so pisali in kakšni so bili pozneji Slovenci, ki so po 46 letih socializma, kakor se še vedno tukaj reče, dejansko je bilo kaj več, ni bil socializem, zato ker socializem je bil 70-80 let že na Švedskem, ampak tam so imeli monarhijo, pa so imeli tržno gospodarstvo, pa so imeli večstrankarski sistem, pa so imeli garantirane človekove pravice, to je bil socializem na Švedskem. A smo se imeli tak socializem tukaj doma? Odgovorite si, ne? Mislim, da je bil malo drugačen. Skratka, Slovenci, kako je takrat leta 1945 nova oblast, absolutno in radikalno presekala vse, ampak vse. Za me je ena najbolj kako bi rekel, žalostnih, pa najbolj očitnih zadev, ki to tako kaže in res očitno kaže, recimo prepoved preproste pesmarice slovenskih, ljudskih in narodnih pesmi. Tisto je bilo postavljeno na indeks prepovedane literature. Zdaj pa vi takoj preskočite na slovensko kulturo, pa na vrednote, pa na lepe slovenske pesmi, ki jih danes mnogi še znate, starejši, drugi pa niti ne. Da ne govorimo mlajših, mlajši pa lepih slovenskih narodnih pesmi, starih, še 19. stoletja, sploh ne poznajo. Vidite, tle zdaj že nekaj tega, o čemer danes govorimo. Kulturo je treba eliminirati. Ampak takrat je preko krvave revolucije tukaj prišla na oblast, to je politična tista elita, ki je potem od tam dol kulturo spremenila. Danes pa govorimo o obratnem sistemu. Danes pa govorimo, da je najprej, pač po Gramscijevem modelu, po Gramscijevem receptu, je treba pa najprej kulturo spremeniti, to se pravi spremeniti. Meni je všeč en način, da to povem, rečem spremeniti možgane in spremeniti dušo. Če hočete spremeniti srce, ne vem, kakor hočete, se razumemo. Da to spremenimo, ko to spremenimo, imamo človeka v šahu. Ga imamo že kontroliranega, ga imamo, je že naš, za ono stran. Potem takega človeka lahko manipuliramo, mu govorimo karkoli in bo vse verjel, zato ker je pač to tako, ker ne more biti nič drugače. Zdaj, o Gramsciju. Gramsci je bil, kot že tukaj rečeno, italijanski marksist, rojen leta 1891, bil je iz številne družine, 7 otrok, revna družina, to ga je zaznamovalo celo življenje, ampak je bil tudi telesno je bil zelo šibek, je bil krhek, je bil bolan, zato tudi prek malo umrl, bi rekel, ne? Ampak je bil tudi telesno krhek, ne? Zato ni bil poklican v Prvo svetovno vojno, potem zadosti je bil star, da bi lahko bil, ampak nemogoče. Bil je pa super inteligenten, bil je pa res zelo nadarjen. Ta nadarjenost mu je omogočila, da je potem prišel skozi vse šole in prišel v Turin na univerzo, kjer je študiral filozofijo, diplomiral in takoj po diplomi začel že tam kot docent poučevati, pa tudi začel je z novinarskim delom. Malo prej je vstopil v italijansko socialistično stranko. Ampak tista socialistična stranka je po njegovem mnenju in po mnenju drugih njegovih somišljenikov bila, na hitro rečeno, pregorela. To se pravi, jim ni bila nič všeč, ker ni dosegla svojih stvari, a ne svojih ciljev. Zato je leta 1921, to se pravi 3 leta po koncu Prve svetovne vojne, že ustanovil skupaj z drugimi italijansko komunistično stranko, ki je od takrat naprej delala, še danes seveda po letu 90-91 spremenjenim imenom. Takrat, leta 1921, je bil že v glavnem komiteju, leto kasneje je bil, leta 1922 je bil v Moskvi sklican kongres Kominterne in on je bil eden izmed delegatov, kot eden izmed italijanskih delegatov poslan tja.
Tam je živel približno od leto in pol, 2 leti, tam se tudi poročil, imel toliko časa je bil tam, da je imel lahko 2 sina, 2 fanta. Takrat je tudi šel malo po notranjosti Rusije, zato da vidi, kako ta nov sistem deluje. Takrat je bila oblast, že popolnoma bolševistična oblast je bila takrat že popolnoma v rokah novih oblastnikov. Ampak ko je pa on potoval po notranjosti, je pa videl ljudi in takrat je bilo potem to, kot je on rekel, kot je on videl, kako so ljudje še zasidrani v tistih starih vrednotah. Starih, sem mislil reči starih lepih, starih klasičnih, starih vrednotah ruskega naroda, ruskega ali pa kjerkoli je pač bil. Ne? In je rekel, takrat je prišlo to, koliko nasilja bo potrebno, to je treba vse eliminirati, če hočemo res vse postaviti na nove temelje. Ne? In ko je to videl in se je potem po 2 letih vrnil, najprej šel nazaj v Avstrijo, potem se pa definitivno vrnil v Italijo, in ko je bil tam, je začel razmišljati malo drugače. Ne? In takrat je potem, seveda, takrat je bil fašizem, fašistična stranka je takrat zmagala na veliko volitve in seveda fašistična stranka, začetka ga je, on je bil izvoljen potem kot poslanec v italijanski parlament, nekaj časa ga je tam ščitila poslanska imuniteta, potem pa ne več, potem po nekako 3 letih, je pa leta 26, leta 26 je to bilo, je pa bil zaprt in obsojen na 20-letno ječo. Bil zaprt in od leta 26 do 37 bil v ječi, leta 37 je pa v ječi umrl. Ampak tam v ječi, ko je imel pač to nesrečo, da je pač bil tam noter, je pa prosil, da mu naj dajo papir, da bi pisal. Literature dobival, torej časopise, najrazličnejše in vse prebral. Od levičarskih do katoliških, vse prebral in razmišljal. Kot sem rekel, je bil inteligenten zelo. In tam je pa on začel razmišljati in prišel nekako do kot bi rekel, jedro njegove misli je to. Zakaj se v srednji in zahodni Evropi revolucija oziroma sprememba sistema v Marksovem smislu, Marksovem in Leninovem smislu ni mogla izvesti. Kot veste, takoj po bolševistični revoluciji leta 17 v Rusiji je bilo leto kasneje, pač konec prve svetovne vojne, novembra 18, potem takrat v tisti razrvani Evropi je bilo pa polno drugih držav, kjer so komunistični aktivisti popolnoma že pripravljeno imeli celo akcijo. Vse, kako bojo v tisti razrvani Evropi nekako naskočili oblast. Nemčija je bila ena izmed glavnih in v Nemčiji se je zgodilo, pač je bilo vse pripravljeno že. Na Madžarskem je bil Bela Kun, ki je celo vzpostavil nekako 2 meseca čist novo oblast, potem je tisto propadlo. Skratka, v srednji in zahodni Evropi to ni bilo mogoče. Zakaj? Ker ljudje niso bili pripravljeni. On je to videl tudi v prvi svetovni vojni, ko so se, po marksistično bi se morali, denimo, francoski delavci, pa nemški delavci, skupaj zediniti in skupaj iti proti kapitalistom. So pa šli pod francosko uniformo, pa pod nemško uniformo in so se potem bojevali delavec proti delavcu, kom rekel, kmet proti kmetu. Tega on ni razumel, kako to ni bilo mogoče, zakaj je to. In takrat je začel razmišljati po svoje. Takrat je pa v tistih 10 letih približno, ko je začel pisati, prosil je, kot sem prej rekel, da mu dajo papir v zapor. Ne? In edino, kar so mu dali, so bili zvezki, šolski zvezki. Tako, čist, kot danes približno. Šolski zvezki. In je začel v tiste zvezke pisati. Takih zvezkov je končno bilo napisanih okoli 50.
In tam v tistih zvezkih, ki so potem izšli, še danes se jih dobi, so izšli pod italijanskim imenom Quaderni del Carcere. Quaderno je zvezek, carcere je pa iz zapora. Danes je to v slovenščino nekako nepravilno prevedeno kot jetniški dnevnik. Dejansko pa to niso bili dnevniki, to ni bil dnevnik, ampak to so bila razmišljanja filozofsko-politično ideološke narave. In tam začel on razmišljati v tem smislu, da je treba nekaj drugega narediti. Da je treba napraviti nekaj drugega, po drugi poti. In ta druga pot je pa on pogruntal, če mi dovolite ta domač izraz, da mora priti preko kulture, kot sem prej rekel, je v Rusiji videl vrednote, preko vrednote moramo spreminjati. Ljudem moramo spreminjati tisto, kar je temelj njihovega dotedanjega življenja, bodi si socialnega, družbenega, religioznega, no vse zadnje se v človekovem življenju vse to prepleta v eno samo. Potem, koliko je on to videl, recimo, je rekel, mi moramo porušiti tudi klasična in konzervativna miselnost ljudi. Ja, in kaj je to? Ja, recimo to, da ti rečejo, dragi moj, brez dela ni jela, a ne, da je lepo po slovensko. Brez dela ni jela. Ja, to je treba stan, to ni. To ni ta pravo, to je konzervativno, to ne dovoljuje ene radikalne spremembe. Recimo, no, to, pa polno drugih takih stvari, tako bi napisal, kadar slišim pri farske muzikante, ki pojejo tole lepo pesem, ženona mi je rekla, ne, da vse, kar je prav meni, tako všeč ta lepa pesem, ampak vedno, ko jo slišim, rečem, to je anti-Gramsci, oziroma Gramsci je anti te pesmi. Ne? Ženona mi je rekla, vse, kar je prav, da laže boš živel, če križe boš sprejel in jih nositi znal. Ne? In potem še nekje pride tisto, na svet se skozi mladost prelil je v modrost in v meni je ostal. Ne? To je zdaj tisto, in to je Gramsci videl, to je v ljudeh, to gre iz generacije v generacijo. In to ne dovoljuje revolucije. Ne? To ne dovoljuje tiste radikalne spremembe. Zdaj, dajte me ustaviti, lepo prosim, gospod Berlec. Jaz ne vem, kje naj se ustavim. Ne, ampak jaz ne maram monopolizirati. Samo to v bistvu, v čem je pač, ja, v bistvu, morda samo, da je ta poanta, da je ja, morda samo to, da je v bistvu pač Gramsciova glavna teza, da je bila, da je s pomočjo kulturne hegemonije in s pohodom preko inštitucij, da se prevzame oblast, pri čemer vemo, da je pri nas v Sloveniji, da so v bistvu bili pač naši komunisti oziroma postkomunisti že itak na oblasti. Ne. To so itak te institucije že vse zavzeli. Ne. Ja, seveda. Zdaj, če gremo čisto Slovenijo zdaj le, to, kar se nam zdaj zadnjih 30 let dogaja, seveda, oni so bili že na oblasti, kot rečeno, so oblast že prigrabili si jo po krvavi poti. Ne. Zdaj, ko je pa pri nas prišla demokratizacija, se je pa vse tisto nekako, je pa tisto propadlo, ampak ostalo je pa vse tisto, kar je pomeni kultura. Zdaj, prostite, tle bi bilo treba razlikovati, ko rečemo kultura. Ko rečemo kultura, marsikdo misli kultura je Beethoven, pa kultura je Prešernov sonetni venc, pa kultura je, ne vem, Rembrandtova slika, pa svetovne, pač tisti prefinjeni izrazi res fine kulture. To je višja kultura. Ampak kultura je tudi to, seveda, ampak ni samo to. Kultura je to, kar mi živimo. Kultura je to, da smo si danes dali roko, dober dan, gospod, pa ga vas ne poznam, me veseli. To je kultura. Pa kultura je hrana, ki smo jo danes opolne jedli. Pa kultura je, kako smo mi napravljeni. Pa kultura je, da imamo mi kravato. Če gremo pa kam drugam, je pa kultura to, da imajo turbane na glavi, pa da imajo, no zdaj se to kaže, zdaj so bili problemi, en učitelj ali kaj, eno deklico pač ven
oziroma hotel je, da bi džihab, a ne, da bi se tisto, ta velum ali kako to, ne, to ruto, na glavno ruto, ki jo nosijo pač arabske ali pa muslimanske ženske, ne, da se mora tisto dati stran, ker to spada v drugi kulturi, ne. Ampak to je kultura. Ponavljam, hrana, obleke, vse mogoče, način mišljenja, jezik, dialekti, tako važni in lepi dialekti, kot so po celem svetu, pa jih imamo tudi mi. Vse to je kultura. Zdaj, to je treba potem spreminjati. Zdaj, ko so pri nas leta 91, ko se je vse tisto spremenilo, so pa vendar še ohranjali vso tisto infrastrukturo te kulture, medije, pa kulturne ustanove, pa pisateljska društva, pa ne vsa seveda, ne, ki so pisatelji naredili tisto pisateljsko ustavo, vse so se tam začelo tudi spreminjati. Ampak vendar, veliko tistega prejšnjega je ostalo. In moram reči, seveda, to model je prišel iz Zahodne Evrope, iz demokratične Evrope. Ampak tista demokratična Evropa je pa že tudi v sebi imela gramšizem, bom rekel. In pa seveda ne sam Gramsci, tudi gospod Janša omenil Frankfurtsko šolo. To je pa v Nemčiji, ne moram zdaj preveč o tem, ampak vse to je bilo v Nemčiji. Jaz sem bil recimo leta 1978, sem jaz dobil štipendijo za podiplomski študij v Španiji. Ko sem prišel v Španijo, je bilo to ravno 2 leti po padcu, oziroma leto in pol po padcu Frankove diktature, takrat je prišla tranzicija v Španijo, prehod v demokracijo. In takrat sem jaz, na tistih inštitutih, kjer sem študiral politično sociologijo, so že 3-4 profesori močno nabijali, da se tako izrazim, s Frankfurtsko šolo, čeprav niso tega povedali, oziroma imenovali so jo tako. Ampak ko sem pa jaz rekel, gospod profesor, takrat sem bil mlad, seveda, pa sem rekel, a ni to neke vrste aktualizacija marksizma, se je pa nasmehnil, neč rekel, pa šel naprej. Ne, to je simplicizem, to ni, ja, ampak je bilo točno to. In potem naprej, in Evropa, tudi današnja Evropa, verjetno tudi Bruselj, verjetno ali pa neverjetno, skoraj sigurno, je tudi inficirana s tem virusom. Tako da, gospod Brlec, vi ste rekli zdaj glede Slovenije. Upam, da sem zdaj glede Slovenije zdaj kaj povedal. Bo, v redu. No, če gremo v tem drugem delu tega našega pogovora k Sloveniji in stanju v Sloveniji. Koalicijska vlada pod vodstvom Roberta Goloba nekako Slovenije vlada 10 mesecev. Gospod Janša, kako ocenjujete delo dosedanje vlade, ki, kot ste že prej omenili, je v bistvu okužena s tem kulturnim marksizmom, v bistvu s nekako kulturno vojno proti slovenskemu narodu? Jaz se del odgovora sem dal že prej, razen tega, da je bilo kot 5 ali 6 tako imenovanih koalicijskih vrhov na Brdu, kjer so se pogovarjali, kjer reform bodo naredili, pa ni še od nobene nič. So ukinili Urad za demografijo, Muzej slovenske osamosvojitve, 2 instituciji, ki pač predstavljata neko pomembno središče za obstanek in razvoj, pa za nacionalno identiteto. Muzej slovenske osamosvojitve, tukaj ne gre za neko muzejsko zbirko, za neko stavbo, kjer je nekaj zgodovine. Gre pač za napad na rezultate slovenske osamosvojitve. In to ta stranka, ki ima ministrico za kulturo, tudi pove v parlamentu. Sej, mogoče kdo, da je gleda prenose, kjer poslanec Kordiš prav, da on še nikoli ni obesil slovenske zastave, obesi samo rdečo zastavo za 1. maj. Nedavno je po spletu preplavila fotografija podmladka SD-ja, socialnih demokratov, kjer so vsi v majicah, na katerih piše: jaz nimam svoje države, ker sem
državljan planeta. Pravijo, za njih Slovenija ni intimna opcija, ne? Zdaj, če bi to rekel, karikirali z izrekom njihovega duhovnega vodja. Potem imamo v parlamentu nastope poslancev, ki pravijo, da je slovenska osamosvojitev škandalozno dejanje, kjer smo Slovenci razbili cvetočo SFRJ, kjer sta se cedila med in mleko. Zdaj, absurd je, da to govorijo ljudje, ki so bili rojeni potem. V glavnem pač gre za stranka Levica, je stranka profesorjev pa študentov, ne, glavno. To prihaja iz slovenskih univerz, predvsem družboslovnih. Tako da, to je realnost, no, teh 10 mesecev. Jaz mislim, da se to prav dobro ne bo išlo, ne? Ampak nekatere stvari so uspeli, ne? Recimo to glede uničevanja družine. Ne? Prišli smo na referendume, zavrnili te poskuse, ne? So rekli, saj bomo imenovali nove ustavne sodnike, pa to ne bo več možno. In je ustavno sodišče reklo, da je pač treba zakon spremeniti, so ga spremenili. To gibanje za otroke in družino je pač predlagalo referendum. Ustavno sodišče ga je prepovedalo, če gre za človekove pravice. Posvojitev otroka ni človekova pravica, ni nobene, ne v Sloveniji, ne kjerkoli v Evropski uniji, ni nobene pravne podlage za to trditev. Nasprotno, ne? Slovenska ustava izrecno varuje materinstvo in očetovstvo in družino. Ne? To je v Sloveniji ustavna kategorija. In enako je v Evropski listini o človekovih pravicah. Ne? Še bolj natančno napisano. Oni pravijo, da pač ne sme imeti referendum o tem vprašanju, ker je posvojitev otroka človekova pravica. Ni. Ne? Otrok ima pravico do družine, do srečnega otroštva. To je človekova pravica. Ne? Nima pa nek istospolni pravice do otroka, če ga pač sam nima. Tako da, ampak kot je rekel dr. Fink, te prodor kulturnega marksizma v zahodni Evropi je šel zelo daleč. Je šel zelo daleč, imamo tudi v številnih aktih ali pa listinah Evropske unije imate polno tega. Imate polno tega. Ne? In še več, ne, ta bruselska birokracija vsiljuje te elemente kulturnega marksizma tudi drugim državam. Recimo afriškim državam se velikokrat pogojuje, ne? Razvojna pomoč z temi neumnostmi, ne? Ki so zelo nam tuje, zdaj neka afriška država, ki verjetno ne izhaja iz neke druge kulture, zdaj vsiljevati, da boste dobili 10 milijonov pomoči, če boste organizirali parado ponosa. Mislim, organizirajte v Bruslu, ne pa vsiljevati drugim nekaj, kar je nekaj popolnoma izven normalnih okvirov. Tako da teh nevarnosti je veliko in tudi, rekel, naša stranka je v Evropski ljudski stranki. Tudi tukaj opažamo nekatere stranke, predvsem severa Evrope, ne, so že zelo kontaminirane z kulturnim marksizmom. Ker je pač to šlo v vrtce, šole, univerze in se imenuje stranka Krščanski demokrati. V Belgiji ali pa na Nizozemskem recimo in ti razlaga elemente kulturnega marksizma. Pa danes sem prebral, da bo Finska teološka fakulteta podelila častni doktorat Greti Thunberg. Ona je častni
doktorat iz teologije. Sej marsikaj, kar ona govori, je malo skolastično, moram reči. 3 leta nazaj je napovedala, da planet ne bo več obstajal, ne, čez 3 leta, pa zdaj še vedno obstajamo. Ne. Zdaj ena od značilnosti kulturnega marksizma, ne, to mislim, da je tudi Gramsci napisal, ali eden od njegovih naslednikov, je, da pač ljudje hočejo verovati v nekaj. Ne. In namesto, da se jih religija slepi z življenjem v inostranstvu, in moramo mi ponuditi vero v nebesa tukaj, na tem svetu. Recimo v Latinski Ameriki je ta tako imenovana teologija osvoboditve, o kateri pač te knjige avtor tudi zelo natančno opisuje te posledice, kar en lep del katoliške cerkve nekako premaknila v to sfero. In del tega je seveda tudi danes v Evropi. Tisti, ki bolj spremljate dogajanja na tem področju, družina ali pa naš čas veliko piše o tem, to je nevarno. Ne? To je, rekel, absolutno nevarno. Ker je dejansko, dr. Fink je rekel, Gramsci je bil briljanten, kar se tiče sposobnosti kreiranja teh inštrumentov, razumevanja človeške psihe in rekel, izumljanja korakov k temu, kako pač priti v zavest. Spremljajte, kaj se dogaja, pogledajte, kaj piše na šolskih koledarjih vaših vnukov ali pa otrok. Mislim, da 2018 ali 2019 je na šolskem koledarju, ki ste ga verjetno mnogi videli, tudi doma, pisalo gor, danes je vse dovoljeno. Zdaj, to je en stavek, da ne bom predolg, iz učenja o tem, kako pač ni nikakršnih omejitev. Če ti že otroku rečeš, ni omejitev, vse je dovoljeno, potem se vi za manj trudite, pa vzgajate, ker pač v človeški naravi je, da se izogibamo omejitvam, naporom in tako naprej. In kot je zadnjič dr. Žiga Turk lepo povedal, ko smo imeli to predstavitev na Pučnikovih dnevih v Slovenski Bistrici, civilizacija je prispevala k temu, da se je človeška družba organizirala, zahodna civilizacija okrog 10 božjih zapovedi, in da je življenje postalo na nek način znosno. Ker če ni nekih osnovnih pravil, in zahodna civilizacija temelji na pravilih 10 božjih zapovedi, vse je tam, ne kradi, ne laži, ne ubijaj, spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. In tako naprej, vse je tukaj, vse ustave, vsi pravni redi držav zahodne civilizacije temeljijo na teh izhodiščih. Če potem to gre v šolo in tam vsak dan vidi, danes je vse dovoljeno, potem lahko v ta okvir daste karkoli. Ko se začne razkroj in razgradnja. In tega polno. Tega polno v našem šolstvu. Kulturni marksizem v Sloveniji, kot je bilo že prej rečeno, ni bilo treba šele zasedati nekaterih institucij.
ne, ker Slovenija je hkrati z drugimi postkomunističnimi državami spada v skupino teh držav, ki so dale skozi klasični marksizem, ker so bile te institucije tako ali drugače že zasedene, ne, in kljub temu, da smo imeli pol svobodne volitve, da smo se Slovenci osamosvojili in tako naprej, ne, to samo po sebi ne prinese spremembo v teh institucijah. V medijih se ni nič spremenilo, v tistih prvih volitvah, v kulturnih institucijah se ni nič bistvenega spremenilo, na univerzah se ni nič spremenilo, isti profesori so naprej učili in predavali na filozofski fakulteti, na FDV, na pedagoški fakulteti, ne. Malo so pač nekatere pojme obrnili. Nekaj časa je bilo še, bom rekel, malo strahu, ne, zdaj je pač nov red in bo treba drugače, tako kot na zahodu, pol se je pa videlo, da po 2 letih in tako, so prišli nazaj, zdaj pa se gre na polno. Ni se šlo na polno, ker se je potem Slovenija pogajala za vstop v Evropsko unijo, pa v NATO in tako naprej, in neke stvari so ostajale v ozadju, ne. Čim smo pa šli v te integracije, pa ni bilo nikakršnih omejitev in danes je recimo absurd, ne, da nekatere evropske institucije, za katere smo verjeli, da bodo pomagale dokončati tranzicijo v Sloveniji in razgraditi, te monopole branijo. Spomnite se samo obiska Vere Jourove, komisarke v Sloveniji, potem ko je Ustavno sodišče zadržalo izvajanje zakona RTV. To si takrat, ko smo stopili v Evropsko unijo, nihče ni predstavljal. Ampak Evropska unija je pač, to je umetna institucija. Po naravnih zakonih, ne, in po zakonih birokracije se to vedno odtuji. In danes je to problem. Danes je to problem prihodnosti Evropske unije, kako obvladati to glomazno birokracijo, ne, ki nekako sama se piše okvire delovanja, si seveda dala visoke plače in nagrade in pokojnine in tako naprej, je to mehurček, kjer se fajn živi. Ne, absolutno, ne, na vaših žuljih. Po drugi strani je pa to, ker je to pač umetna tvorba, idealni milije za razrast teh elementov kulturnega marksizma. In podaljški tega, ne, so in veliko nastavkov in podpore temu je tudi v nekaterih evropskih aktih, so nekatere tako imenovane nevladne organizacije. Te nevladne organizacije splošnih koristi, ne, pa civilna družba, ne, to še nekaj desetletij nazaj bilo jasno, kaj to je. To so kulturna društva, gasilci, največja institucija civilne družbe v Sloveniji je Katoliška cerkev, glede na članstvo. Potem so dobrodelne, humanitarne organizacije, nevladne, Karitas, Rdeči križ in tako naprej. Potem so razna interesna, lovska društva, vse živo, ne, kjer se ljudje združujejo na podlagi nekih interesov, ne. Počnem za hobi nekaj takega kot ti, pa pač ustanovimo društvo. No, ampak zdaj so na to sfero, ne, so potem naložili tako imenovane parapolitične nevladne organizacije. Imate danes polno teh inštitutov, pa mrež in tako naprej. Za njih dajete iz svojih žepov ogromne milijone, ne, ogromne milijone. Ko smo delali o prevzemu vlade, malo revizije za nazaj, smo ugotovili, da je med leti 2010 pa 2020, ne, v 10 letih, za
tako imenovane nevladne organizacije, ki imajo isti naslov, Metelkova 6 v Ljubljani. Ne. To so Glas ljudstva, Mreža za to enakopravnost, za enakost spolov, za 48 spolov, za vse živo, kar se je kdo spomnil. Za te tako imenovane nevladnike, ki so v glavnem pol bili tudi jedro tega politkolesarstva v času COVID-a, se je dalo več denarja iz državnega proračuna kot za izgradnjo vseh domov za ostarele v tem času v Sloveniji in za vse investicije v slovensko zdravstvo, se pravi v novogradnjo. V 10 letih je šlo za njih več denarja kot za neke osnovne potrebe. Ne. Ob tem, da je na 10.000 ljudi čakalo na prostore v domovih za starejše, da nimamo negovalnih bolnišnic in tako dalje. In zdaj ta vlada, ko ste prej vprašali, kaj počne, ne, mi smo malo to potem reducirali v prejšnjem mandatu, pa COVID je malo to omejil in tako naprej, zdaj se to razrašča nazaj. Te številke bodo, ko bodo enkrat javne, bodo šokantne. In potem pride Evropska komisarka v Slovenijo pa pravi, ja, treba je seveda podprti napore, da se depolitizira nacionalna televizija. Zdaj ta pa depolitizacija pa tako izgleda, da so napisali zakon, da pač večina članov novega organa, ki bo upravljal za nacionalno televizijo, za katero na leto plačate 150 evrov, ne, da bodo prišli iz točno določenih nevladnih organizacij, ki so jih sami ustanovili. In to bo depolitizacija. Ne. Temu inštrumentu kulturnega marksizma, ki je nastal v zadnjih dekadah, se reče vladavina neizvoljenih. V tem pride eno teh modelov, pa pravi, jaz sem glas ljudstva. Mislim, nisi ti glas ljudstva, ti si svoj glas. Ne? Glas ljudstva je poslanec, ki je bil izvoljen v okraju Kamnik, pa je dobil 5000 glasov. On je glas ljudstva v Kamniku. Ne pa nekdo, ki za kolesari dvakrat po trgu pa pravi, jaz sem glas ljudstva. Ali pa te jarc, ki zbere tam 5, rekel, podobnih modelov, ne, pa pravijo, zdaj po imenu glasa ljudstva zahtevamo to pa to. Mislim, ti nisi glas ljudstva. Če vas je 5, potem je to 5 glasov državljanov. Ne moreš na ta način uzurpirati. Vsi to ni nič novega. Tisti, ki smo živeli v Jugoslaviji, ne vemo, da je bilo vse, da je bilo samo upravljanje tudi nekaj podobnega, še prej ljudske demokracije. Ne. Bolj je bil režim diktatorski, ne, bolj zveneča imena se je nadel, ljudska demokracija. Tako da ta prodor kulturnega marksizma v postkomunističnih državah, kot je seveda tudi Slovenija, je bil relativno enostaven, ne, ker so bile institucije v glavnem zasedene, ali kot je dejal eden od slovenskih znanstvenikov, ki je dolgo časa delal pri NASI, dr. Petrač, se spomnim takrat, ki je z 20 let imel intervju na nacionalnem radiju, pa se ga vprašali, kako ste zdaj našli Slovenijo, ko ste prišli iz Združenih držav na obisk, glede na to, kaj je bilo prej, ne, ko pač Slovenija še ni bila samostojna. Pa je rekel, včasih se mi zdi, da so pisarne iste, ljudje v njih tudi isti, ne, samo napisen na vratih so zamenjali. In marsikje je žal pač dejansko bilo tako. Tako da imamo mi verjetno hujše probleme, no, kot nekatere druge države, kjer so pač tranzicijo izvedle bolj dosledno, gre predvsem za države Srednje Evrope. Tam recimo na Poljskem, Češkem, Slovaškem
Madžarskem z nekimi takimi popadki, recimo, kot se gre aktualna vladna koalicija, ne bi prišli daleč. No. Mi smo pa tukaj, rekel, žal, država nedokončanja tranzicije, ki je rekel, idealni humus za pač razraščanje teh idej kulturnega marksizma in zaradi tega se je te nevarnosti potrebno zavedati. Ker na koncu, če pustimo pač vrednote v oklepaju, ne, na koncu je rezultat revščina. Poglejte, kaj so naredili iz Venezuele, iz svetoče države, pa zdaj delajo iz Kolumbije nekaj podobnega, ne, v Latinski Ameriki. Ne. To, na ta način ne, se nebes na zemlji ne da delati, itak se jih ne da. Ne. Ampak z temi elementi, da razgradiš ne, vse, kar je normalnega, to je še vedno doslej v zgodovini vodilo v nesrečo. Ne. Ni enega samega primera, ker bi se to obneslo. Luka Mesec vas posebej vam prepričuje, da se to da. Gospod Fink, morda bi še vi kaj dodali na to temo, tudi morda v luči tega, da vlada veliko govori o reformah in tako dalje, v reform po v resnici ni, pa morda tudi v luči tega, da vsak teden dobimo nov strateški svet za ne vem kaj, za mešanje megle in podobno. Zdaj smo dobili strateški svet za proti sovražnemu govoru in podobno. Na kratko vaša ocena. Ja, od teh, skoraj bi rekel, da se moramo upravičiti tukaj, o reformah verjetno vi veste več kot pa jaz. Zato, ker kot jaz prav vem in sem spremljal od zunaj, je v dobi socializma bilo polno reform in kadar je kaj začelo škripati, hitro reforma ali pa hitren kongres. In potem se je zadeva nekako polegla, če se sploh je, do prihodne krize, ko je bil spet en kongres, pa spet ena reforma, pa spet nekaj takega. Mene, ki nisem teh stvari doživljal, oziroma sem jih gledal od zunaj, me vse tole reformiranje, vse sorte reform, pa še nobena ni bila izvedena, spominja na vse tisto in me res Firbec smatra, po domače rečeno, da kaj bo z tega ratalo. To je recimo na hitro moj pogled. Zdaj, ne vem, vsekakor je pa to, kot ste prej rekli, eno mešanje megle. Ampak to je idealna situacija, da se vse to, o čemer danes govorimo, nekako presnavlja, prebavlja, preformulira in na nek način kako bi rekel, vara ljudi, češ nekaj eni intelektualci, eni inteligenti bojo tamle prišli do neke rešitve in potem bo pa vse v redu. V redu. Me zelo veseli, če bo, imam svoje dvome o tem, ampak mislim, da je v vsem tejle mešanici, v tejle, skoraj bi rekel, pa spet preveč sem govoril danes preveč v domačem jeziku, v tejle brozdi, v kateri se pač nekaj dogaja, ampak da se v resnici nič ne dogaja. To se meni zdi, da je tale čas, ki je neprijeten čas, ker resnično težav je veliko, skozi to meglo pa res ne vidimo veliko čez kaj. Ja, še vprašanje na konec za oba na kratko. Torej, kako se soočiti s tem kulturnim marksizmom, kako se zapostaviti tudi tej kulturni vojni proti slovenskemu narodu. Vajna kratka zaključna misel. Zdaj, ko je tam nekje pred 20 leti v Sloveniji nastal Forum 21, smo se mnogi spraševali, zakaj je ravno forum, zakaj ni komitej ali pa tost, karkoli. Je forum. Zdaj v tej knjigi boste našli odgovor. To je bilo nadaljevanje tega projekta iz Sao Paula.
Zdaj, kako se pač boriti proti temu? Zdaj, če se hočeš uspešno zoperstaviti neki nevarnosti, moraš najprej poznati. Če ne veš, odkje piha veter, zakaj se sploh gre, se težko boriš. Torej, prvi korak je prebrati to knjigo. Obstaja še mnogo drugih knjig o kulturnem marksizmu. To ni edina knjiga, jih je na stotine, ampak so v glavnem debele. In ljudje v glavnem ne beremo debelih knjig, razen ko jih treba študirati ali pa ko znanstveniki pišejo. Tukaj je, na kratko, razloženo, zakaj gre. Za primeri 100% dokumentirano. To ni neka teorija zarote, nekdo pobral malo z Facebooka pa nekaj napisal. Avtor je, bom rekel, resen in vse, kar je v tej knjigi, ima dokumentirane vire. In ko ste to prebrali, potem bo odgovor na to sam po sebi prišel. Boste videli, odkje prihaja nevarnost in kaj je treba narediti. Vsi imamo družine in se to moramo znati zaščititi. In se ne speljati potem na te razne limanice, kako lahko vsaka oblast posebej ustanovi novo človekovo pravico. Potem pa, če nekdo temu nasprotuje, to razglasijo za sovražni govor. Pa potem, ko izide neka knjiga, ki to razgalja, pa ustanovijo strateški svet za preganjanje sovražnega govora. To, kar so naredili, odgovor na to knjigo. Preberite in boste vedeli. Torej, sicer je to napisal nek marksist, Bertolt Brecht, mislim, da je on napisal knjigo Orožje, vzemite v roke, zdaj ga bom ponovil. Hvala. Ja, tudi jaz absolutno soglašam. Ta knjiga, če rečem knjižica, je to v najbolj pozitivnem pomenu, ker je kratka, jasna, sintetična in na hitro pove ta glavno. Zakaj? Zato, da boste vi potem lahko na tej podlagi raziskavali naprej. Kajti, nič ne bi pomagalo, če bi tukaj bil taka knjiga, takole, pa bi se vsak pred njo ustrašil, rekel, joj ne, to pa ni zame. Nasprotno, tole je za vsakogar. Je jasno, kratko, jedrnato, pa absolutno vse povedan, vse, kar se na kratko da povedati o tej zadevi. Tudi področja, na katerih ta gramšizem, pa ta kulturni marksizem dela, so tle notor lepo obdelane. Vse, kar zadeva, recimo, kulturo, spolnost, družino, vera, prej bilo tle govora gospod Janša povedal, o teologiji osvoboditve. Kaj je bilo vse, kako je teologija osvoboditve v Južni Ameriki, v Latinski Ameriki varala, mešala ljudi, dobre katoličane. Ja, pa je vendar, ja pa jim gre za reveže. Ja, in če jim gre za reveže, potem je to nekaj vsaj minimalno dobrega, da se to podpre, ker je to z zlobnimi nameni narejeno. To ni z dobrimi nameni, da bomo revežem pomagali. Ampak veliko ljudi je na to nasedlo, tudi duhovnikov. Pa na kakšne vse mogoče načine, jaz se spomnim, jaz sem bil še vlad, to je že več desetletij od tega, kar na lepo dobim eno podobco, tako navadno podobco, ki jo dobiš v cerkvi. In gor, Kristus, vidiš tistega Kristusa, pa je bil tako nikam čuden. Je bil tak Kristus, ki je imel črn, tak mrzu pogled. Res nič, ni bilo nobene miline iz tistega pogleda. Pa ne rečem, da je bil Kristus ena pocukrana figura, ne. Daleč od tega, me to zelo moti. Kristus je bil možakar, dedec, bomo rekli po domače, 30-leten starejši fant, značajen. Ampak ni mu pa tistega mrzlega pogleda. Potem je imel tako brado, ki ni bila judovska brada, kot je bil Kristus Jud, ampak je neke vrste gverilska brada, kot je Che Guevara. Potem, po koncu, na rami pa puško. A ste vi kdaj videli,
Kristusa s puško. Reče, to je nasilje. Pa ti pa reče, ja ne, se je Kristus tudi uporabil nasilje, ko je izgnal trgovce iz templja. A vidiš, joj, pa sem spet ostal brez argumenta. Je marsikdo rekel. Skratka, to je bilo še in še non-stop takih in podobnih zavajanj. V teologiji, povsod, v šolah, vsestransko. V tem smo, gospe, gospodje, najprej treba, kot je bilo rečeno, vedeti, kaj se dogaja in vedeti, kakšen zrak dihamo, kakšen strup je okoli nas. In potem moramo predtem skušati, da tega ne vdihavamo ali da gremo kam drugam po čist zrak, po čisto studenčnico, ali pa čisto vino, če smo za dosti stari, ne za tam mlade ne. Ampak čisto, čim bolj čisto. Potem poznanje situacije, potem pa seveda zasidranost v tistih pravih vrednotah. Pravim. Zato, ker so nekateri, ona stran večkrat govori o vrednotah. Ja, a tudi oni imajo vrednote. Ja, potem je pa to isto. Ja, vrednote tam, vrednote tle, vse to je isto. Ne, ni isto. Ni isto. To so vrednote, tam so pa neke vrste, če imajo kaj tega, so v najboljšem primeru neke kvazi vrednote ali pa antivrednote, kar je absolutno nasprotje tega, kar vrednota je nekaj dobrega. Da je dobro, če pa nekje je neka laž, to pa ne more biti dobro in zato tudi ne vrednota. In vse, kar na tistem temelji, je potem kontra našemu zdravemu življenju in zdravi pameti. O zdravi pameti je pa tudi Gramsci govoril. Pravi, tisto zdravo pamet je treba odpraviti. Zdravo pamet, zdrav čut je treba odpraviti. To ne gre. Hvala lepa. Najlepša hvala. Morda samo še eno vprašanje iz občinstva, če bi kdo kaj vprašal naše dva gosta. Ja, izvolite, sam pridite spredaj, da boste na mikrofon vprašali. Dobar dan. Nazadnje sem bil tukaj, ko smo imeli zbornik o Tomšiču, Demosa Kamnika. Leta, jaz tudi pišem pripravljam eno knjigo že 3 leta, pa ne vem, če bom čez 3 leta naredil, sem hvaležen, da je šla tale knjiga. Namreč meni vse neke stvari niso jasne. Primer Putina in Rusija. On tudi izhaja iz teh komunističnih struktur, ampak kot sem zdaj poslušal njegov govor, Kiril mu je ploskal, Kiril prvi, to je Paroh, tipične tradicionalne vrednote zagovarja. Družina opozarja na dekadenco. Jaz se bolj nagibam k temu, da postkomunizem ni osnovni cilj razgradnja teh 5, ampak z vsemi sredstvi priti na oblast. Ker končno tudi pri nas levica s takimi idejami morda dobi 5-7%. Zmagala je pa neka leva liberalna opcija, ki je govorila svoboda, brez omejitev, to, kar je tudi LDS leta 92 uspel na volitvah. In dilema je, kako fenomen Putina razložiti, ki pravzaprav zagovarja najbolj tradicionalne vrednote. Jaz bi pa eno drzno tezo dal. Če bi po 45 pri nas partija prevzela cerkev, vprašanje, če ne bi mišli po tej poti, kot je danes v Rusiji, da bi bili zelo tradicionalna družba, če bi uspel recimo škof Grmič prideti na površje. To je drzno vprašanje, če ne bi tudi mi zagovarjali to, kar danes zagovarja. To se pravi vprašanje, ali je cilj razgradnja 5 vrednot, ampak v konkretni družbi iskati tisto, kar zažge, tisto, kot je rekel gospod Fink, z vsemi sredstvi prijetno oblast, ker je nekaj moderno. V ruski družbi Putin ne more uspeti z LGTB-jem. Ne more, on to dobro ve. Jaz pa ne vem, kaj je njegovo osebno prepričanje. Prijetno oblast in pač cerkev se je podredil, tam, ker je cerkev podrejena, tudi Kitajska je podoben primer, se bom končal.
Oni se tudi na Konfucija sklicujejo. To pravi, tam so uspeli cirkusi podrediti, so oni krščanski, lahko tudi verski. In jaz vidim glavno nevarnost v tem levem liberalizmu, končno poglejmo, kdo je dobil volitve, ne? Na kaj je dobil Golob volitve. Kako, torej, vprašanje, kako si razložiti fenomen Putina in njegovo priseganje na tradicionalne vrednote. To bi rad odgovoril. Ja, gledajte, zdaj vsega se s kulturnim marksizmom seveda ne da razložiti, čeprav Putina se da, ker pač zdaj na marksizmu sta nastali na nek način dve veji. Ena je bila internacionalni socializem, ne, se pravi komunizem, druga je bila pa nacionalni socializem, ne, oziroma nacizem. To je isti izvor. Stranka Adolfa Hitlerja se ni imenovala nacistična stranka. Ona se imenovala nacionalsocialistična delovska stranka. Znan je tisti izrek Goebbelsa, da so oni šele pravi socialisti. To se zdaj malo to vse zakriva, pa vedno se pač uporablja za nacionalsocializem neko posplošeno ime, zato da se zakrije, da je šlo v bistvu za nacionalni socializem. In ko govorimo o Putinu, ne, govorimo o nacionalnem socializmu, ne o internacionalnem socializmu. Kulturni marksizem je pa internacionalni socializem. Tudi Hitler je zagovarjal nemški narod, nemško družino, je pa pobijal vse druge, isto dela Putin. Ne. On že govori o tradicionalnih ruskih vrednotah, v Ukrajini pa pobija, mislim, uničuje te vrednote fizično. Ne. Se pravi, ena pravila zase, druga pravila za vse ostale. In cilj Hitlerja ni bil pač vzpostaviti nek sistem za celoten svet, ne, ideološki. Cilj Hitlerja je bil razširiti življenjski prostor za nemški narod, je bil to nacionalni socializem. Isto je cilj Putina pač razširiti prostor Rusije, za vse Ukrajino, ki je ena najbogatejših držav po naravnih virih na svetu, žitnica sveta, poleg ostalega. In se pri tem pač uporablja podobne metode, kot jih je Hitler uporabljal. Tako da, to, da je bil Putin nekoč pač agent KGB in tako naprej, to naj vas ne zavede. Tukaj gre za nacionalni socializem. To, kar se dogaja v Rusiji, vključno z to agresijo na Ukrajino, to je zelo podobno temu, kar je pač počel njegov vzornik Adolf Hitler. Gre za isto vejo socializma. Internacionalni socializem ima bolj globalen cilj. Postaviti, uničiti te temelje zahodne civilizacije povsod, kjer so, in na tej podlagi zgraditi pač družbo, ker ne bo naroda, ne bo družine, ne bo zasebne lastnine, ne bo vere, bodo samo še ideje kulturnega marksizma. Torej, ko poslušate Putina, ko govori v pravoslavni cerkvi in tako naprej, me vas to ne zavede. Ne gre tukaj za tradicionalne vrednote v smislu zahodne civilizacije. To je v bistvu uničevanje teh vrednot. Absolutno. V prihodnjih letih veliko razprav pa študij napisanih na to temo in mislim, da bo na koncu veliko strinjanje glede tega, kar sem jaz zdaj dejal. Je pa seveda absurd, da je Putin šel na Ukrajino z izgovorom, da je bo denacificiral.
Ampak nekaj podobnega je tudi Hitler govoril takrat. In še enkrat, ne, Hitler ni bil kapitalist. Nacistična stranka je bila socialistična stranka. Nacionalsocialistična NSDAP, nacionalsocialistična delovska partija Nemčije. To se je v glavnem pol prikrilo v učbeniki in tako naprej, ampak je to pač zgodovinsko dejstvo. In te stvari treba poznati. Mi pa, ko smo šli čez šole v času socialistične Jugoslavije, smo bili seveda učeni posebnega pogleda na zgodovino, kjer se je to vse pač poenostavilo. Kar je bilo socialistično, je bilo dobro. In zdaj, če bi tukaj potem rekli, aha, Hitler je imel pa nacionalsocialistično stranko, kako je pol to dobro, ne? Se je pol to pač temi preimenovanji zakrilo. Enako, ne? Fašistična Italija, fašizem ni desna ideologija, to je leva ideologija. Benito Mussolini se je imel za levičarja, za socialista, korporativne veje. Sej, mogoče ste videli pred leti, je nekdo tam na nekem zborovanju na Kongresnem trgu Violeti Tomič, poslanki Levice, prebral fašistični manifest. Pa je vprašal, se vam zdi to v redu? Je rekla, odlično. Ker ji ni povedal, da gre za, ker je bil isti besednjak, iste formule. Evo toliko, zdaj smo šli malo daleč v zgodovino. Še gospod Fink na kratko, zaključimo. Ja, zelo na kratko, glede Putina. Putin je nekako že 20 let na vladi, ne? In mene je zelo zanimalo od vsega začetka že to. In ena izmed stvari, ki se mi je najbolj utisnila v spomin, oziroma me je najbolj šokirala skoraj, je to, kako je Putin zvesto za vse velike religiozne pravoslavne praznike bil v prvi vrsti 3-4 ure za Božič, za Veliko noč, tiste dolgi pravoslavni obredi, nekaj sem jih poznal, vem, da so grozno dolgi, vendar kot en kol stal oziroma sedel, v prvi vrsti, zakaj? Zato, da je ruskemu narodu povedal, jaz sem z vami, jaz sem konzervativen, jaz sem z cerkvenimi, verskimi vrednotami in na ta način varal. Isto recimo lahko vara, po moje vara, s tem preganjanjem homoseksualcev, kar je lahko mnogim všeč ali pa ne všeč na Zahodu, ampak on to dela nekako čisto v nasprotju z zahodnimi parametri danes. Istočasno pa še kakšne druge take zadeve, ki potem zato, da ruski narod nekako skuša ohranjati v tistem čim bolj zvestem, pa z navednicami ali brez navednic, kakor se pač to vzame, vrednotah, zvestim vrednotam tistih ljudi, ki so pomešane potem s 70-80 leti komunističnega sovjetskega sistema, kjer je bila vsa šola, kjer so bile glave popolnoma inficirane z vsem, kar so oni rekli. Ampak zdaj smo pa v demokraciji, zdaj bomo pa volili, pa se vemo, kako je s temi volitvami, ko sta si z Medvedjevom podajala oblast 8 leten, po moj pa po ustavi, zato da bomo jaz spoštovali ustavo, ker mi smo tako kot zahodna demokracija, mi spoštujemo ustavo, in zato 8 let pustim, pa ne gre Medvedjev, ki je moj prijatelj, satelit, za 4 leta na moje mesto, jaz bo šel ta čas na njegovo, potem se pa spet okoli obrne, pa bom spet jaz izvoljen, kajti vse to je izvoljeno. Vse to je izvoljeno. Danes imate v Latinski Ameriki veliko, da ne rečem vse države, ki so v tem sklopu tega foruma, po izvoljeni poti došle na oblast. In je to potem skoraj nemogoče, da človek reče, ja, če so marksisti, to se pravi, so z revolucijo prišli. Ne,
Danes je zadeva že tako, vse preparirana, pa vse tako že zmanipulirana, da že po normalni, po zdravi poti prideš do tam, kjer si prej hotel priti z revolucijo. Hvala. Samo 2 stavka bi dodal. Ob tem, ko se Putin slika v prvi vrsti v cerkvi, je njegova vojska v zadnjem letu v Ukrajini porušila več kot 100 cerkva, pravoslavno. To je to. Ja, tako da ni treba, včasih je treba, oziroma vedno je treba soditi po dejanjih, ne po besedah, pa po nekem imiču. Tako da, kar se tiče pa tega, kar ste povedali na koncu, češ vsi ti režimi so tam dobili na volitvah. Niso vsi, Kubanci niso, pa Nikaragua. Isti avtor, ki je napisal to knjigo, gospod Alejandro Pena, zdaj končuje, mislim, da je že končal, pisanje knjige, ki je nadaljevanje te knjige o tem, kako ti režimi golfajo na volitvah. Z mnogo dokazi, kako se to počne. In ko mi je nekatere stvari razlagal, se mi je zdelo, da ko bomo tisto knjigo prebrali, bomo tudi mi mogoče na kako ukinjanje volišč v volilnih okrajih, kjer desna stran Slovenije tradicionalno zmaguje, gledati drugače. Recimo, v Sloveniji obstaja volilni okraj Šmarje pri Jelšah, kjer je Demos dobil na prvih volitvah ob skoraj 90% volilni udeležbi, mislim, da skoraj 90%. V tem volilnem okraju je bilo v zadnjih 10 letih ukinjenih 28 volišč. In volilna udeležba je ena najslabših v državi. Ker pač ljudje ne gredo 15 km stran voliti, če so prej imeli volišče v svoji vasi, zdaj ga je pa nekdo ukinil. Potem, ko v Ljubljani je volišče na vsakem vogalu. Zelo podobno se je zgodilo v volilnih okrajih Črnomelj, Idrija, Ormož, tam, kjer pač levica ni močna. So rekli, volišče ni dostopno invalidom, pa se ga ukinili. Pol je bilo nedostopno tudi vsem ostalim, niso nič rešili. In še vrste izgovorov je bilo. Se pravi, ena od formul za oblast kulturnega marksizma je tudi nadzorovati institucije, ki imajo v rokah izvedbo volitev. To je že Stalin rekel, ni važno, kako se glasuje, važno je, kako se napiše zapisnik. In tukaj so nekatere stvari, na katere smo tudi mi premalo pozorni v Sloveniji. Ljudje mislijo, da se na volitvah golfa lahko sem tako, če nekdo pač napačno prešteje glasovnice ali jih pa še nekaj nameče. To se večinoma ne dogaja, ker se to nadzoruje na tisti volilni dan, drugo so predčasne volitve. Ampak če ti v nekih okrajih, posebej izbranih, ukineš pol volišč, potem sistemsko vplivaš na volilni rezultat, pa to zelo težko te nekdo obtoži, da si goljufal na volitvah, klasično. Nek drug izgovor je bil. Tako da, ko bo ta knjiga, nadaljevanje te knjige, pač išlo jo bomo z zanimanjem prebrali in se mi zdi, da se bo marsikaj v naših glavah takrat premaknilo v tem smislu, saj res, se mogoče bo to tudi pri nas. Najlepša hvala. S tem nekako zaključujemo današnji pogovor, ki smo ga organizirali skupaj z društvom Demos na Kamniškem in društvom Svetega Jakoba. Še enkrat hvala gospodu Finku in gospodu Janši, ter vsem vam najlepša hvala za udeležbo. Po tem koncu ste pa tudi vabljeni v predvedju k nakupu knjige z naslovom, torej Forum San Paulo. Vabljeni ste tudi, da postanete naročnik revije Demokracija. Vabljeni ste tudi, da postanete podpornik televizije Nova 24.
Sedaj pa predajam besedo gospodu mojemu, v bistvu soimenjaku oziroma isti priimki imava gospodu Berleca. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani gostje, v imenu društva Demos in društva Svetega Jakoba, prav tako pa mislim, da tudi v imenu vseh prisotnih, se vam najlepše zahvaljujem za izredno lepo, plastično, poglobljeno podano snov, ki ima pa grozno vsebino. Mislim, da ste nekako razgalili